Pa jo imamo, novo šampionsko zvezdico. Prvenstvo je odločeno, prvak je NK Maribor. 9. v zgodovini državnih prvenstev in 2. v zadnjih 3 letih. Sobota odločitve je bila v Ajdovščini, kraju za nov zmagoviti ples. V vijoličastih knjigah bo na seznamu šampionov z zlatimi črkami vpisana nova generacija še enim zlatim fantom kot strelcem zadetka, ki jo je potrdil trud v dosedanjih 35 krogih in prinesel odločitev o prvaku. Robert Berić je v tej akciji v 85 minuti z igralcem manj po izključitvi Rajka Repa zabil za končnih 1:2. Aleksander Rajčević mu je po kombinaciji z Gabrielom da Silvo podal uslugo napadalca, Berić pa je pri 19 letih ohranil mirno kri in žogo kot prekaljeni nogometni maček poslal v mrežo. To so fenomenalni občutki. Moram se zahvaliti ekipi, ekipa me je izpostavila, jaz sem bil tam na tem mestu in kaj naj rečem, glavno je, da smo mi prvaki, to je vse. Prve misli so bile, da stečem do Violi in da se jim zahvalim, ker so nas prišli tukaj spodbujati v Ajdovščino in se jim zahvaliti v imenu cele ekipe, da so res fenomenalni navijači. Za prvi korak do potrditve prvega mesta je predtem v 71 minuti poskrbel Markoš Tavares. V vlogi asistenta je bil Rajko Rep, ki si je pozneje prislužil drugi rumeni karton ob padcu v kazenskem prostoru, kapetan pa je zbrano spremljal žogo in jo pospremil čez golovo črto za izenačenje. Da je sploh prišlo do razburljive končnice, je kriv dogodek iz zadnjih minut prvega polčasa, ko je v dotedaj najnevarnejši akciji sicer bojevite domače vrste Kolman zatresel mrežo in povečal pritisk na mariborsko ekipo. Morda še bolj pa dogodki, ki so se zvrstili pred domačimi vrati, ko je bil rezultat še 0:0. Če bi Tavares zadel iz uvodnih poskusov, bi najbrž spremljali bolj mirno končnico. Prvič je imel priložnost po kotu. Drugo pa ob soočenju z vratarjem Primorja. Domači vratar je ustavil tudi udarec Velikonje. Ki je imel kmalu še eno priložnost, spravil žogo mimo Suhoniča, toda Veselje preprečil okvir vrat. Želenega zaključka ni imel niti uspešen prodor Vilerja in sledila je drama v nadaljevanju tekme. Da sreča ne bo zaveznica pri lovu na preobrat, je bilo jasno po uvodnih akcijah v drugem polčasu. Rajčević je dobro meril, toda žoga ob desni vratnici. V mrežo ni hotela niti po tej akciji, spet je okvir vrat preprečil zadetek, tokrat Tavaresu. Pri 1:0 za Primorje je ostalo tudi po 2 zaporednih poskusih Berića, ki je vstopil v igro za novo energijo v napadu. Toda trud se je z močno izraženo željo po uspehu še enkrat obrestoval. Odlična sezona se preprosto ni mogla končati drugače kot zmagoslavjem ekipe, ki je prevladovala v celotnem prvenstvu.
Tako, lahko smo izredno veseli in izredno ponosni vsi skupaj na to, kar smo naredili. Za nami je čudovito prvenstvo. Jasno je, da smo v teh zadnjih trenutkih tudi malce trpeli, da bi si želeli drugače vse pripeljati koncu, vendar ne glede na to, popolnoma zaslužena zmaga danes in popolnoma zaslužena zmaga v državnem prvenstvu, ko so fantje večji del prvenstva igrali fantastično. Zasluženo slavje se je lahko začelo. Ekipa si je dala duška, poveselili so se igralci med seboj in skupaj s strokovnim štabom. Ni manjkalo domiselnih idej, na kakšne vse načine proslaviti šampionsko zvezdico, ki je za veliko večino v mladi mariborski ekipi prva v karieri. Tudi to je NK Maribor, državni prvak za sezono 2010-2011. Ne vem, glave so še vedno vroče, mi smo tega naslova tako veseli, poglejte, kot mali otroci, res smo veseli, želeli smo si tega, želeli smo prej zaključiti. Ni nam šlo, nismo imeli sreče, na koncu smo tu imeli srečo in mislim, da smo zasluženo pokazali, da smo najboljša ekipa v Sloveniji in da letošnja sezona, če pomislimo, kaj smo vse dali skozi in kaj smo skozi Evropo in prvenstvo pokazali in lahko samo čestitam vsem fantom in strokovnemu vodstvu in kaj ne reči, Maribor šampion. Kamen se je odvalil od srca in ne vem, veselili smo se, šli smo k navijačem, še enkrat hvala jim res od srca, oni so bili naš 12. igralec skozi celo sezono, pokazali so, da so najboljši navijači na svetu in hvala jim ob tej priložnosti še enkrat, hvala.